prišli k našemu glavnemu namenu današnjega večera, naši okrogli mizi. Pa mogoče prej povabim vse te naše goste, ki smo jih povabili, da sedajo za to mizo, ki sicer ni okrogla, no, je taka ravna. Sem nekako pripravila par vprašanj izhodišč, pa bi jih mogoče si kar tako pogledali, pa bomo potem sedeli od odzadaj za to mizo, da bomo lažje potem spregovorili tudi vam. Mogoče nekaj o demografiji, o demografskem razvoju, ki prinaša v zadnjem času kar precej radikalne spremembe in zaradi tega se nam že kar nekaj časa v Sloveniji, tudi v Evropi pojavljajo razne vprašanja, kako v bistvu nekako rešiti določeno zakonodajo, tako na področju pokojninskega, na pokojninskem področju, zdravstvenem področju in še kje ne. Slomljenje je fajn, ker se nam vsakem našem otroku, ki se sedaj rojeva, se mu podaljša življenje za 4 leta, vsi smo veseli, ko beremo, da bomo ženske dočekale 81 ali koliko let, moški malo manj, ampak vsi smo tega zelo veseli, vendar vse to, te spremembe, ta starost, ki se povečuje, nam prinaša potem neke druga vprašanja. In če pogledamo recimo tale graf, kako se bo recimo od leta 2008 do 2060 spremenila populacija, zdaj nekako je starejših nad 65 let, malo čez 16%, leta 2060 računajo, da jih bo tam okrog 33%, srednja generacija bo precej mlajša in tako naprej. Enako se bo povečalo število ljudi nad 80 let, nekako leta 2060 računajo, da bo tega preko 14%. Iz tega se začne kar nekaj vprašanj in eno od teh vprašanj je prav gotovo to, da bo se aktivna delovna sila zaradi spremembe v starostni strukturi precej zmanjšala. To je pa tista skupina, ki ustvarja ta družbeni presežek. Kot vidite, to je ta, ki je označena s precej tako živo-zeleno barvo, kako se recimo zmanjšuje, mladi ostajajo približno isto z našimi nekako napovedovanji strokovnjakov, povečala se bo pa starejša generacija. In iz tega strokovnjaki pripovedujejo, da bo tudi obremenjenost delovno sposobnih prebivalcev, to se pravi aktivnega prebivalstva, veliko bolj večja z vzdrževanjem starejših. Nekako leta 2008 je bilo to 23%, 2060 računajo 62%. To, kar kaže mogoče ta graf, kot vidite, tisto, kar je rumeno v Evropi, je bilo leta 2008, kar je pa svetlo modro, bo pa v letu 2060. To je v bistvu en takih prvih dejstev, s katerim se srečujemo, kar ne prinaša kriza, ampak prinaša v bistvu ta demografski razvoj. Naslednja, mogoče za nas Slovence posebno dejstvo je, da v Sloveniji vstopamo zelo pozno na trg dela in se z njega tudi relativno hitro umikamo. Starostni razpon po nekaterih analizah mednarodnih projekta računov nacionalnih transferjev kaže, da je to v bistvu ali dobrih 31 let, 32 let. Enako povedano, tudi povprečna pokojninska doba upokojencev v Sloveniji je v bistvu konec leta 2011 znašala samo 32 let in 7 mesecev. Ta doba v bistvu realnega dela, to je ta čas, ko ustvarjamo presežek, je relativno zelo majhen napram tistim letom, ko v bistvu trošimo. Ko smo mlajši od 25 let ali pa recimo v starosti. Nekako, če pogledamo pričakovano življenjsko dobo pri moških, ki je 74 let, če vzamemo teh 31-32 let aktivnega dela, ko ustvarjajo presežek, v bistvu 43 let trošijo. Pri ženskah je to še mnogo več, ker je pričakovana doba nekako 81 let, to se pravi nekako 50 let je v bistvu ta trošnja, mislim, da to življenje toliko daljše. To je v bistvu zopet en tak
problem, s katerim se v Sloveniji srečujemo, in kako v bistvu to rešiti. Naslednjo dejstvo, ki ga pač ugotavljamo, ne samo zaradi krize, ampak zaradi vsega tega o hitrem staranju prebivalstva, bo zato tudi pritisk na vzdržnost obstoječega javnofinančnega sistema še posebej obremenjen. Kot tukaj lahko vidite, s primerjavi z letom 90 na 2011, kako se je v bistvu povečalo število upokojencev napram aktivnim zaposlenim, in to razmerje se precej zmanjšuje. Leta 90 sta bila 2 zaposlena na enega upokojenca, sedaj v lanskem letu samo še 1,53. Pred kratkim sem bila na okrogli mizi, kjer je sodeloval tudi gospod minister Vizjak in je nekako izpostavil, da je bilo leta 1991 porabljenih sredstev za pokojnine slaba milijarda, leta 2000 2 milijarde 300 in v lanskem letu preko 4 milijarde pa še nekaj. In od tega je šlo samo 2,7 milijarde prispevkov iz zaposlenih, vse ostalo je bil dodatek iz proračuna, to se pravi iz davka. Tako da tudi tukaj je v bistvu ta pritisk precej velik. Naslednja stvar, ki jo lahko v bistvu s demografskimi spremembami ugotavljamo, je tudi pritisk na zdravstveno blagajno, z vsemi pravicami, ki jih imamo do zdravstvenih storitev. Prihaja precej do velikih obremenitev. Smo bili že priča nekemu krčenju, vendar zopet je bilo to aktivno prebivalstvo. Z letošnjim zakonom o uravnoteženju javnih financ so v bistvu aktivni zaposleni prispevali k temu zmanjšanju za 10% recimo bolniških nadomestil in tako naprej. Zdravstveno blagajno pa se zelo uporablja recimo tudi druge skupine generacij. Naslednja seveda ugotovitev je, da je precejšnja stopnja nezaposlenih, če smem temu reči, po nekih podatkih, ki sem jih pogledala, je od tega približno v lanskem letu bila četrtina mladih, približno 24% je bilo tistih od 15 do 29 leta. Tako da se tukaj zopet vprašujemo, kako pa zdaj z mladimi, kako pride do zaposlitev in kako v bistvu prihaja do novih delovnih mest, da bi mogoče še stimulirali to aktivno skupino. Kot zadnje dejstvo, ki ga pa mogoče ne prinaša ne kriza ali karkoli, ampak so predvsem te demografske spremembe in naš način življenja, se pa spreminja v bistvu naša družba in tudi njene vrednote. Lahko se, tukaj gor imate napisane 4 točke, mogoče bo pa nekdo še kakšno poiskal. Ena zanimivih stvari je, kaj se je spremenilo v naši družbi. V bistvu sedaj v tretjo generacijo vstopa v bistvu generacija, ki je zelo aktivna. Nekaj let, desetletij nazaj je bila v bistvu generacija, ki se je upokojevala manj aktivna, danes pa v bistvu tretja generacija, kot ste to vi, ki ste danes večino prisotni, si želite svojo starost preživeti drugače, mogoče več časa, ukvarjanja s športom, ste aktivni, dobro organizirani tudi za svoje interese, se vključujete v aktivno politiko in tako naprej. In na ta način je v bistvu tudi ta tretja generacija ima vpliv na to, kam bo šel kapital, da boste lahko zadovoljni. Vsi se zavedate, da imate pravico do pokojnine in tako naprej. Po drugi strani se še vedno soočamo s tem, da nekako je odklonilen odnos do starosti. Marsikdaj, kdo reče, ne, star pa nočem še biti, še nisem star, pri 70 letih še nisem star, to se pravi neko zanimivo vprašanje. Po eni strani si želimo nekako živeti aktivno in tako naprej. Kje je sedaj to? Ko pogledamo mlade, vidimo, da je veliko mladih pasivnih, živi nekako v senci svojih staršev, dolg časa so odvisni od staršev, ne odhajajo od doma, ne vključujejo se niti tako v javno življenje. Recimo ugotavljajo, da jih je veliko manj mladih hod na volitve, to se pravi ne odločajo o tem, kar bi lahko.
ta pasivnost je recimo tudi ena zanimivost te mlajše generacije. Naslednja zadeva, ki jo mogoče tudi opažamo, je to, da mladi razmišljajo, da srednja generacija odhodi v tujino. Ne vidijo perspektive v naši državi, ne vidijo nekako optimuma, da dobijo službo. 3 tedne nazaj je diplomirala moja nečakinja in ko sem jo spraševala, pač nima še službe, kemija, sem rekla, kako so se pa drugi tvoji sošolci, ki so isti dan diplomirala v sošolke, najdle službo, so rekli, enih parih bo šlo kot za mladega raziskovalca, eni 2 pa razmišljata, da bo šla v tujino. Tukaj ni perspektive. Pol leta nazaj me je poklicala ena kolegica, povedala, veš, poznaš tega pa tega arhitekta, ja, odšel je v Avstralijo s celo družino. To se pravi, srednja generacija odhaja in išče možnosti drugih. In v bistvu smo postavljeni pred eno tako vprašanje, kako recimo zagotoviti vsem tem našim različnim generacijam to, da bodo nekje videli bodočnost, perspektivo. Zdaj, rešitev je nekaj, jaz jih bom mogoče dala tako kot bolj kot vprašaj, več pa bodo o tem povedali mogoče naši gosti. Eno je, mogoče nekdo razmišlja o tem, pa povečajmo javni dolg, saj to bomo letos, zdaj bomo imeli, čez par generacij bojo pač to odplačevali, zdaj tudi to je možnost. Ena opcija je, povišamo davke, povišamo prispevke za pokojninsko, zdravstveno blagajno, to se pravi, srednja generacija bo več plačevala. Zdaj, tisto, kar nihče ne želi in smo vsi zelo, ki so precej starejša generacija, manj huda, če bi govorili o nižjih pokojninah, o manj pravicah iz zdravstvenega zavarovanja, manj možnostih za javno šolstvo in tako naprej. Tudi to je možnost. Zdaj, ena možnost je, da delamo dlje, vendar, če bojo pač starejši dlje delali, kako bojo mladi dobili nove službe, če ni delovnih mest. Že tako je velika brezposelnost tudi med mladimi. Zdaj, ena možnost je, da spremenimo neke vrednote, da bomo začeti prepoznavati mogoče posamezne generacije, najti neko novo dimenzijo spoznavanja. Ali morda še kaj. Zato postavljam v bistvu vprašanje tem našim gostom, gospe Alenki Jeraj, poslanki in vodji odbora za socialo, delo in družino in socialne invalide, ker izvolite mogoče za to mizo gospodu Davorju Dominkušu, direktorju direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, če lahko pristopite, Jožici Ličan, naši sodelavki Karitas, ki je že dolga leta z nami in nekako čuti, ter seveda Mateju Cepinu, direktorju Socialne akademije. Moje vprašanje je, ali je sploh možna medgeneracijska solidarnost, ali bo pač ena generacija dobila več na svoj hrbet, ali se bo mogla kakšno odpovedati, ali je možno zagotoviti mladim upanje, da se vključijo v te sisteme, v zakonodajo, kje se vidimo. Mogoče gospa Alenka kot poslanka, kot zakonodajni organ. Hvala lepa. Hvala lepa. Večer vsem. Ja, kar težko vprašanje oziroma vprašanje, s katerimi se že precej časa vsi skupaj ukvarjamo. Tisto, kar jaz mogoče pri tem pogrešam, je nekaj stvari, o katerih je že pač predhodnica povedala nekaj, da se včasih ne znamo medgeneracijsko pogovarjati. Čeprav mi vedno rečemo, da čeprav velikrat rečemo, da torej različne generacije se moramo pogovarjati, velikrat izgledajo stvari zelo tako, ko se pogovarjamo o pokojninski reformi ali o načem so bolj glasni mogoče upokojenci oziroma združenje društev upokojencev, ki pa zraven še stranka Desus, ne pokojnin ne bomo zniževali. Potem pri nekem drugem vprašanju se mogoče oglasijo mladi, recimo Mladinski svet Slovenije pripravi
knjižico o zaposlovanju mladih, o težavah, ki jih imajo mladi, kot je bilo rečeno, so res v bistvu v tej starostni skupini največ, torej visoka brezposelnost med mladimi diplomanti, ko zaključijo šolanje, praktično leto, pa še več ne dobijo zaposlitve in jasno, da če ni neke perspektive, razmišljajo tudi o tem, da odidejo v tujino. To je danes malo lažje, kot je bilo pred leti, čeprav smo povsem, bom rekla, malo, torej, kar navezani na doma, ne, in ni tako lahko tudi v tujino, ne. Še hujše je potem to, da če bi že nekdo odšel mladih v tujino, bi potem bilo fajn, ko pač pridobi še nekaj izkušnje znanja, da se vrne. Ampak seveda, ko pogleda, kakšno plačo ima nekje v Bruslu ali pa ne vem, nekaj, pa primerja to, kako bi to izgledalo v Sloveniji, reče, no bom še kakšno leto, dve ostal, ne. In seveda se potem to potegne na mnogo več let. Tisto, kar najbrž bi potrebovali, ampak je težko, ne, ker vedno je pač razprava o nekem zakonu o pokojninski reformi, o delovno-pravni zakonodaji in to je vedno malo pritiska na pač na različne generacije in takrat se je ponovadi težko pogovarjati, ne. Mogoče pri razbremenjeni teh stvari, ki jih pa seveda moramo sprejeti, ne. Vsaka vlada pač se zaveda, pogleda sliko demografsko in je pač treba neke stvari, neke korake narediti, ampak ker je vedno potem to nekako visi nad vsemi debatami, ne, je potem težko malo stopati iz tega, ne, in se pogovarjati mogoče res neobremenjen s tem, kaj bomo sprejeli na koncu, ne. Tisto, kar se mi zdi, no, ampak časa ni tazga, da bi mi zdaj rekli, pa pustimo pokojninsko, pa si vzamo 3-4 leta, pa se poskušamo dogovoriti. Tega časa nimamo, ne, in zato so pač vedno stvari težke in takrat, ko se o nečem pogovarjamo, ne, konkretno o pokojninski reformi, ki bi morala najbolj zanimati mlade in bi morali se najbolj odzivati in največkrat povedati svoje stališče do tega, največkrat poslušamo starejše, ne. Ponavadi tiste, ki so že upokojenci, dobro, saj to so pomembne stvari, ker pač imajo danes pokojnino in nihče si ne želi, da se pokojnine znižujejo ali pa da se ne usklajujejo, da so zamrznjene 1 leto, 2 leti. Ampak človek ima občutek, ne, da pokojninsko reformo in podaljševanje delovne dobe v bistvu zanima srednjo generacijo pa mlade najbolj, ampak če spremljate našo medijsko in drugačno sceno, je pa videti, da samo upokojence to zanima, ne. Upokojenci se oglašajo oziroma, ne bom preveč reklame delala, Združenje društev upokojencev. Omenjeno je bilo, da so mladi pasivni, zato smo mi recimo lani, torej najprej zakaj ne, so mladi pasivni in bistveno manj aktivni, kot so bili verjetno kadarkoli. Jaz ocenjujem, da je temu kar precej kriv na šolski sistem. Ne glede na vse, mi ne vzgajamo aktivnih državljanov, tako katerih vse, da moraš biti dober kristjan, dober državljan, ne. Mi tega ne počnemo. Leta od osamosvojitve in pred njo tega nismo počeli in najbrž se nam zdaj neke te stvari vračajo oziroma se bomo morali ponovno vprašati, da smo mi zadovoljni s takim šolskim sistemom, ki sproducira na koncu pasivne mlade ali pa jih pač nekako ne znajo ali pa ne želijo povedati tisto, kar mislijo, da je prav, oziroma kar bi morali povedati, ne. Saj v bistvu se pričakuje od mladih, ne ravno revolucije, ne, ampak ponavadi so mladi premikali kakšne stvari, ne. Danes je velikrat videti, da temu ni tako, kar nikjer jih ni, ne, nikjer jih ni videti, nikjer jih ni slišati, razen ko se zgodi pač stavka pred parlamentom, ne, malo spodbujena s kakšnih strani, ne, študentske organizacije ali kaj podobnega. Sicer pa, da bi se vključevalo vsakodnevne razprave in poskušalo vplivati na stvari, takrat, ko je čas za to, je tega premalo. No, to sem hotela povedati, da smo mi lani, ravno zaradi tega, ne, da bi spodbudili pri pokojninski reformi, ki je potem padla na referendumu, da bi nekako zbudili te mlade, ne.
je bil naš predlog pač ta informativni izračun, ki je sedaj v tem novi zakonodaji tudi predlagan. Ne toliko z namenom, ker itak bi pač se tega denarja ne zbere toliko in tisti, ki so govorili, da bi s tem podarili solidarnost, ker se daje, torej prejema pokojnino tudi kdo, ki ni vplačeval, če bi strogo gledali samo na plačene prispevke, da bi s tem porušili neko razmerje. Nam se je ravno zdelo, da če mladi ne bodo nobene motivacije, da vplačujejo v pokojninsko reformo, potem pač išče v pokojninsko blagajno, potem pač išče vse druge variante. In če pa tega ni, da nekdo vplačuje, pa na dolgi rok ne bo kaj izplačevati, ne bo možno več pokojnin izplačevati. Takrat to nekako ni slišano, oziroma se nekako nismo mogli dokopati do ene skupne zgodbe, čeprav mislim, da je takrat ni veliko stvari manjkalo. Mogoče še to, da smo pač ustrajali, da se pokojninska blagajna očisti nekaterih pokojnin, ki niso pokojnine oziroma ki so iz drugih naslovov, ki so pač na podlagi drugih zakonov dodeljene pravice. Tudi zato, da imamo jasno sliko, da se ve, kaj so bili vplačeni prispevki, kdo je vplačeval, koliko, in da se tudi pač te stvari pogleda. V Italiji zdaj, ko imajo pač težave, so šli pregledati vse invalide, ki so jih, recimo, ki so invalidsko upokojeni ali pa ki imajo stopnje invalidnosti in so mnoge ponovno v bistvu pregledali in tudi drugačne diagnoze izrekali. Najbrž je težko sicer za nazaj stvari spremenjati, ampak je prav, da je vsaj jasno, da to pač niso pokojnine, ki so bile dane na podlagi vplačanih prispevkov, na podlagi delovne dobe, ampak da so pač to neki dodatki ali pa neki drugačni prejemki, ki jih do danes prejema. Mislim, sem pa že malo dolga. Mogoče gospod Dominkuš, kako na vašem ministrstvu oziroma iz vaše perspektive lahko poveste, ali je možna solidarnost in ki jo vi vidite mogoče? Najprej lep pozdrav vsem, hvala organizatorjem za vabilo, lep pozdrav v mojem imenu in seveda v imenu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Mislim, da sta tako gospod Imre kot gospa Helena izpostavila zelo pomembna vprašanja in na nek način že implicitno dala odgovor. Odgovor v tem, da sta poudarila potrebo po sožitju, sodelovanju in solidarnosti. Jaz mislim, da so to neki koncepti, ki jih moramo na novo definirati, redefinirati in jih na novo umestiti v celotno družbo oziroma v državo. Zdaj, mogoče bom povedal nekaj zadev, da bom lažje stvar postavil v kontekst, ampak se mi zdi, da so nujne. To, kar je bilo na začetku povedano, da se sodobne družbe starajo, da se zelo hitro starajo, je seveda dejstvo, ki je zelo, zelo pomembno. Zelo pomembno je tudi za nas v Sloveniji, ker smo mi ena najhitreje starajočih družb v Evropi. In to je seveda po eni strani zelo, zelo dobro. Namreč vsake 3 leta se v Sloveniji pričakovana življenjska starost podaljša za 1 leto. Se pravi, vsake 3 leta moški ali ženska v Sloveniji pridobi 1 leto dodatno, ki ga bo doživela. Zdaj so že računi nekoliko novejši od tega, kar je Helena povedala, ženske že več kot 82 let in moški že skoraj 78 let. In to se bo podaljševalo. Se pravi, govorimo o dolgoživi družbi. Problem te dolgožive družbe je pa ta, da seveda za to podaljšano življenjsko dobo imamo bistveno manj rojstev. In ker imamo bistveno manj rojstev, se ta razmerja med mlado, srednjo in starejšo generacijo močno spreminjajo. Delež starejših se veliko povečuje, delež mlajše in srednje generacije pa relativno hitro upada. In to seveda pomeni, da je treba sisteme socialne zaščite, ki jih imamo in ki smo jih imeli iz preteklih let in so bili v večini evropskih držav zgrajeni v 60. in 70. letih,
postaviti na novo. Namreč evropska, tako imenovana socialna država, se je razvila v 50-60 letih prejšnjega stoletja in je temeljila na eni popolnoma drugačni strukturi družbe, kot velja zdaj. Imeli smo velik delež delovno aktivnega prebivalstva, to prebivalstvo je bilo po večini zaposleno v delovno intenzivnih panogah in je lahko prispevalo skozi relativno nizko prispevno stopnjo, ki se je zbirala na različne načine, zadosti sredstev, da se je zagotavljala socialna varnost vseh generacij, mlade generacije in starejše generacije. V situaciji, ko se nam delež aktivne populacije močno in hitro zmanjšuje in ko se nam povečuje delež vzdrževanih ali pa odvisnih, seveda je treba te sisteme socialne zaščite, ki so seveda v narekovajih, to rečem, veliki porabniki denarja, na novo definirati, na novo postaviti. In to velja za pokojninski sistem, to velja za zdravstveni sistem in to velja tudi za sistem tako imenovane dolgotrajne oskrbe. Se pravi, pomoči starejšim, ki so odvisni od pomoči tretje osebe pri upravljanju dnevnih oziroma drugih aktivnosti. Do sedaj so sistemi solidarnosti, ki so bili v družbi zgrajeni, temeljili predvsem na tem, da smo zagotavljali solidarnost na ravni države, na ravni družbe. Skratka, vsi smo participirali nek denar, ki smo ga potem zbirali v teh velikih blagajnah socialnih, zdravstvenih, pokojninski in še kakšni drugi in ga potem razdelili med prebivalstvo, ki je ta denar ali pa storitve potrebovala. Pozabili pa smo na nekatere mehanizme solidarnosti in sodelovanja in sožitja, ki so pa v preteklih obdobjih v desetinah let nazaj funkcionirali. Solidarnost in sožitje na ravni družine, solidarnost na ravni lokalne skupnosti. Te elementi, te mehanizmi so bili popolnoma zanemarjeni, zapostavljeni, ker smo vsi verjeli v to tako imenovano socialno državo in v model, ki je bil pač takrat v 60-ih letih kot učinkovit model, ki je izhajal pač iz nekih določenih družbenih okoliščin postavljen. In seveda, te spremenjene demografske razmere bodo pred nas postavljali zahtevo, da bomo te mehanizme solidarnosti, sodelovanja, redistribucije družbenega bogatstva, če temu tako rečemo, mora na novo definirati, prevrednotiti in postaviti na nekih novih izhodiščih. Seveda odgovorov je zelo, zelo veliko in o tem se lahko dolgo pogovarjamo, ampak dejstvo je, in to mislim, da mora biti sporočilo, in to je to, kar je tudi kolegica Alenka Jerajeva povedala, o tem se moramo začeti pogovarjati takoj in vsi in vse generacije. Skratka, te nove rešitve, ki jih bomo sprejeli in jih moramo sprejeti s konsenzom, morajo biti sprejemljive za vse, za mlade, za starejše, za srednjo generacijo, je treba resno vzeti, se o njih resno pogovarjati in poiskati pač neke optimalne rešitve. Optimalne rešitve seveda pa pomenijo, da ne bo moglo biti vse tako, kot je bilo v preteklosti, da bo seveda treba popuščati, da bo treba sprejemati neke vrste tudi kakšne konsenze, ki ne bodo seveda za vse najbolj ugodni, oziroma zelo jasno nekateri teoretiki, ki se s tem ukvarjajo, pravijo, da bo treba pripraviti tako imenovano novo medgeneracijsko pogodbo. In to je nekaj, česar se moramo zavedati, ampak jaz mislim, da moramo k temu pristopiti pozitivno, z eno pozitivno naravnanostjo in ne iskati, kaj vse bo določena družbena skupina ali pa starostna skupina zgubila ali pa zakaj bo prikrajšana, ampak moramo imeti skozi, in to je to sporočilo sodelovanja, solidarnosti in sožitja, kaj vse bomo kot družba skupaj, kot vse generacije
pridobili. In ta pozitivna naravnanost pravzaprav mora biti vodilo pri iskanju teh novih rešitev. In mogoče, če se sam, pa da ne bom predolg, navežem malo na tisto, kar je Helena postavila kot izziv, kaj pravzaprav narediti za to, da se stvari spremenijo. Verjetno, razen tistega povečevanja javnega dolga, bomo morali vsega drugega pomalem narediti. Se pravi, verjetno bo treba delati več, treba posodelovati drugače, treba bo seveda mladim omogočiti, da se bodo zaposlili prej. Treba bo pa delati tudi na tem, da se nam bodo nekateri stroški, ki jih zdaj imamo in ki so mogoče tudi včasih zelo umetno povzročeni, da se bodo redefinirali in na novo ovrednotili. Samo eno stvar bom dal za ilustracijo, da ne boste narobe razumeli, da vidim v tem rešitev. Ampak vsi vi, ki delate kot prostovoljci, se na terenu srečujete s starimi ljudmi. Vsi veste, da te stari ljudje seveda živijo relativno kvalitetno zaradi tega, ker seveda so tudi pod nekim stalnim zdravstvenim nadzorom, ker prejevajo tudi veliko nekih terapij, medikamentoznih zdravil in podobno. Ampak, ko začnete šteti vso to šilno količino raznih zdravil, ki jih te ljudje dobijo, ugotovite, da večino polovico od tega sploh ni potrebnega. Ampak za tem stoji neka cela industrija, farmacevtska, itd., ki spodbuja to potrošnjo, zato ker pač vidi eno dobro ciljno skupino in učinkovit trg za plasiranje nekih določenih proizvodov. Skratka, neke stvari bo zelo težko predstaviti in seveda, če bi recimo zmanjšali, zadnjič mi je kolegica, ki dela v enem domu za starejše, rekla, da so šli preračunavati, koliko je strošek zdravil na stanovalca v domu na dan. Ne boste verjeli, 16 € na dan stanejo zdravila, ki jih posameznik porabi v tem dnevu. Se pravi, če bi to prepolovili, pa če računamo, da v Sloveniji približno 17 000 ljudi, ki v domovih živi, se ne trdi, da vsi to porabijo, lahko zelo hitro ugotovimo, kakšni prihranki so in kako bi se lahko ta denar v kaj drugega preusmeril. In takih niš, takih področij verjetno še zelo veliko. Skratka, zelo, odkrito, odprto bi se morali povprašati, kaj lahko spremenimo, kako lahko spremenimo, kje lahko poiščemo nekaj prihrankov, da jih preusmerimo seveda v neka druga področja, v neke druge vsebine in tako naprej. Ampak to, kar smo rekli in kar mislim, da se verjetno vsi strinjamo o teh stvareh, se moramo začeti pogovarjati takoj, tukaj in zdaj in zelo odkrito in neobremenjeno. Zaenkrat hvala. Hvala. Pa mogoče dajem besedo naši gospe Jožici Ličan, pa me zanima, kako ona kot tukaj predstavnica starejše generacije recimo gleda na ta izziv, pa mogoče tudi iz tega vprašanja, kot sodelavka Karitas, toliko let že spremljate vse te ljudi, kako vi mogoče vidite to varianto, to možnost medgeneracijske solidarnosti? Kako vidim? Vidim, gledam in lahko samo rečem, da brez nove pogodbe, tako kot je gospod Dominkuš rekel, ne bo šlo. V tej pogodbi ne bo prav, če bo sodelovala samo starejša generacija. Prav, ko sem se pripravljala, jaz sem se malo tako šla pogledati po zadnjih objavah. Zelo me je zbodlo, bom kar s tem začela, to Zveza društva upokojencev. Takrat, ko so se te privilegirane pokojnine znižale, je predsednica, dobesedno ona, rekla, ja, tudi to ni pošteno, to ni pravilno. Ti ljudje sicer res ne potrebujejo zase toliko, imajo pa vnuke in otroke, ki jim pomagajo. A tisti, ki imajo, oziroma imamo pokojnino pod 500 €, nimamo vnukov
in imamo otrok. Tako da to razmišljanje je lahko samo individualno. Država bo tista, ki bo morala določiti mehanizme, po katerih bo čim bolj pravično. Pravično za vseh ne bo nikoli. Če se bomo bali v to zagrist, gospod Dominkuš, bomo lahko na mestu stali in čakali. Mislim, da se je čakalo dovolj let in je kakršnakoli reforma nujna. Ni pa kakršnakoli dobra. Starejša generacija je morda, zato je sedaj čas, navajena na bolj skromno življenje. Prebrala sem nekaj podatek, sicer skromno zato, ker špara, da je v bankah prav od starejše generacije zelo, zelo veliko depozitov. Starejša generacija je lastnica zelo velikih nepremičnin, velike vrste nepremičnin, pa s tem ne rečem, da bi bilo treba razlastiti ali kakorkoli. Se mi zdi, da je brez pomena tako veliko jamranje. Danes je moda. Jamranje in jamranje in jamranje. Isto bi lahko govorili mladi, da so premajhne štipendije, isto bi govorili, kaj naj reče zaposlen delavec, ki ima otroke, družino za preživljati in dobi 500 evrov. Kako naj se on primerja z nekom, ki si je, če je bil priden, že ustvaril stanovanje, ustvaril eno socialno varnost in ima določen znesek pokojnine. Tako da na tej barki smo vsi. Jaz tako vidim. Pa še tako malo v to lažbo tej naši starejši generaciji. Mi smo tisti, ki smo zakuhali to stanje. V naši mladosti se je to delalo. Če sama rečem, bila sem v službi na davčni. 20 let smo se pogovarjali o obdavčenju nepremičnin. In danes se pogovarjajo še 22 let. To se pravi, že 42 let se o tem v naši ljubi domovini pogovarjajo. Če smo lahko naredili hišo, bi lahko tudi 100 evrov davka na mesec plačali, oziroma na leto. Ne me slišati. Tako da jaz čisto konkretno razmišljam. To so stvari, ki pri nas, zato sem se tu, jaz sem se sicer pripravljala, bom kar direktno odgovorila. Čas za jamranje, mislim, da je mimo. Tisti, ki to delajo, morajo biti cilj. In cilj je, da je čim več državljanom omogočeno normalno življenje. Ne bogatenje, ne živeti v revščini. Ni treba, da nas je sram, nekdo bo nam bo takoj očital, ja, pa to je bil socializem. Tudi socializem ima razkošne svoje dobre stvari. Končno, socialna akademija, Center za socialno delo, pri Karitas pravimo, da odpravljamo socialno poslanstvo. Torej, vse to spada v nujno odločitev v sedanjem času. Več, ko bomo čakali, slabši bo. Ni pa to samo dogovor. Treba je istočasno, paralelno delati, iskati vire. Kot sem že prej rekla, davčna zakonodaja. Potem so viri tudi usklajevanje pokojnin. Jaz sem si čisto konkreten, ni sicer sama, mi je nekdo pomagal, ko sva pregledovala. Tiste najmanjše pokojnine. Smrtni greh je zamrzniti najmanjše pokojnine. Kajti to je tisti osnovni vir preživetja ljudi na terenu. To je 1/3 upokojencev. Srednje pokojnine bi lahko počakale s takim, vsaj par let, dokler se stvar naredi. Najvišje pokojnine pa jih pa vzeti, tako kot so Italijani, podrobno gled in ugotoviti, kje, zakaj in kako. Žal, če so lahko naši nečaki, naši otroci, naši vnuki izgubili delo in ostali brez nič, bo lahko tudi tisti upokojenec, ki ima 1500, preživel s 1200. In tu se bo nabralo veliko. Največji greh, danes je pa prilika, da to povem, se mi zdi, da je bil odvzem varstvenega dodatka in državne pokojnine. Tu je pa bila prizadeta tista najnižja generacija. In žal Zveza društva upokojencev o tem niti besede.
Tako da, ne vem, ali porabimo drugo društvo, ali rabimo zagovornike. Jaz svojo funkcijo v Caritas razdelim na 3 dele. Zbiranje, pomoč in opozarjanje na krivice. Bom čisto konkretna. Poznam ženo, ki je imela, se sem že parkrat povedala, vendar jo poznam iz oči v oči, 1500 € prihrankov za pogreb. Poštena žena pač ni rekla, me bodo že pokopali, kot jih reče večina. Prišparala je od ust, izgubila je pravico do varstvenega dodatka. Druga se je zopet odpovedala varstvenemu dodatku. Doma ima hišo, bala se je, da bi se vknjižili. Na pamet govorimo, ja, pa, kaj potem, če se vknjiži? Ima hčerko z družino v isti hiši, skromni hiši. Tista hčerka skrbi še za svojega brata, ki je duševno prizadet. A bo ona svojo vestjo ni bila sposobna reči, dajmo se vknjižiti na mojo hišo. Kajti to je sigurnost in varnost za njene otroke in za njene naslednike. Lahko je reči v primeru, kjer so nasledniki dobro situirani. Vendar veste, žal je tako. Tam, kjer so starši revni, so še otroci revni. Redko kdo se iz tiste revščine izloči. Tako da, ne vem, veliko, ni samo en iskati mednarodno pomoč, znižati pokojnine. Vse 4, kot je Helena navedla, povsod je potrebno iskati vire. In jaz mislim, da imamo v naši državi, hvala Bogu, sposobne uradnike, sposobne ljudi v parlamentu, naj poiščejo vire. To smo mi kot državljani upravičeno pričakujemo in upravičeno zahtevamo. Tako da ne čakati vsaka individualna stvar, da bo prišla in da bomo tistemu ustregli. Potrebno je poiskati konsens med enimi in drugimi. Vsem upokojencem sigurno ni vse eno za njihove otroke. In to, ko mladi odhajajo v tujino. Žal mi je tistih, ki tam ostanejo. Vesela sem pa tistih, ki grejo in se vrnejo z izkušnjami nazaj. Jaz živim blizu meje in marsikaj vidim. Tudi v Italiji je kriza. Vsi upokojenci bodo dobili božičnico. Pri nas je neveliko, vendar jo bojo. Tista božičnica bo v enem tednu nazaj med davki in med potrošnjo prišla v državo. Razmišljajte treba malo širše, ne samo po črpi računice. Potem tudi pokojnine so bistveno višje in kljub temu, da so v krizi, vseeno preživijo. Tudi plače so višje in prav, da naši otroci grejo in tudi to vidijo. Toliko let smo bili zaprti in jaz mislim, da je tudi to posledica tega. Nekako ta solidarnost, jaz mislim, da je bila delegirana z države in tako kot je gospod Dominko še rekel, zanemarili smo solidarnost v družini in v lokalnem okolju. Prepričana sem, govorim pa čeprav včasih sama proti sebi, da v našem področju je več šlo za te različne skupine, od društva upokojencev do različnih društev, ki so dejansko ravno tako živele, če bi lokalna skupnost in tista iniciativa, ki jih je ustanovila, delovala v njih. Veliko manj denarja pa je šlo za res pomoč tistim, ki to najbolj potrebujejo. Kajti ponovadi tisti, ki je v društvu upokojencev, ki je v naših raznih medgeneracijskih skupinah, ki je pa športnih, kulturnih, društvenih, ponovadi tisti so povsod. In zakaj bi država podpirala do ene mere? Ja, samo celoti ne. Jaz vidim velika nevolja je, da sedaj pa nam ne bodo dali, so nam znižali prispevek. Ja, pa če ni, ljudje Božji, en dan ne bo več kje vzeti. In tega se moramo zavedati. Jaz mislim, da ni to kratenje pravic. To je nerazmetavanje denarja. Tako da
bolj me skrbi, tako kot je bilo že rečeno, zdravstvena. Kajti ti se lahko odpoveš delu svojega luksuza v navednicah, zdravstvenih storitev, nekateri res pretirano uživajo zdravila, karkoli, kot je bilo rečeno, vendar to se ne bi spuščala, to je že stroka. Sam na tem področju se bojim, da bo zmanjkalo. Spet bom pogledala v sosednjo državo, ker vidim, veste, niso take bolnice tako urejene, že leta, kot so pri nas. Ni tako komodita. Tudi po 20 ljudi je v eni sobi. Tako da te stvari se moramo bati, da pridejo tudi k nam. In prav na področju zdravstva, tu tiste lobije, ki tako zelo reklamirajo različne stvari in naše ljudi zaslepljujejo. Dejansko, marsikdo od starejše generacije je zaslepljen z raznimi pripravki, kako bo preživel ne vem koliko let, kako bo zmeraj mlad, kako bo zmeraj in sploh. Mislim, da to mora stroka nekje povedati. Ni to trženje oziroma prepoved trženja. To ne, vsak si bo kupil, kar bo zmogel. Vendar jasno pa treba na tem področju povedati. In potem še na tem področju dodatne oskrbe. Dodatek za postrežbo in pomoč. Vprašanje je, čeprav vsak človek, vsak upokojenec to zasluži, potrebuje že, vendar tisti, ki ima veliko pokojnino, manjši del, tisti, ki ima srednjo, spet en določen del, tisti, ki ima najmanjšo, pa potrebuje. In spet je potreben to ta nov dogovor, da se bo ugotovilo, vsem se ne bo nikoli streglo, vendar na tem področju treba začeti. Zdaj sem pa res predolga. Hvala, Možice. Zadnje, še Matejev izziv, nekako sem želela od njega, da zastopa tudi če malo mlajšo generacijo, aktivno, kako kot predstavnik civilne družbe, direktor socialne akademije, recimo vidi to dilemo, ta problem medgeneracijske solidarnosti. Hvala, Helena, za besedo. Tale beseda socialna v akademiji ni vezana na socialno državo, ampak bi bilo mogoče bolj ustrezno imeti družbena akademija. In v tem kontekstu bom tudi govoril pravzaprav o tem, kaj lahko vsak od nas za družbo naredi. Helena, kar si predstavlja, se mi res zdi neke vrste brezizhodna situacija. In sicer demografija nas sili v nekaj, česar si sploh ne znamo še predstavljati, kaj bo čez 20-30 let, kako bo stvar izgledala. Pa naj temu dodam samo še vse zadolževanje, ne rečem, da bo to zagotovo tako, vendar 90% dolžniških kriz se je v dosedanjih civilizacijah reševalo z devalvacijo valute in pa tudi z vojnami. In devalvacija valute je pravzaprav še dodatna teža za te naše blagajne. Še dodatno bojo tisti, ki nimajo veliko, še dodatno zgubili. Kot tretji faktor, ki gre navzdol, bi pa opozoril še moralo. Ne bom rekel čist kar povprečno, da je morale zdaj manj, ampak vidim ogromne, dobro, saj se je tudi v socializmu švercalo, pa gledal, kako se bo davke utajilo, pa tako naprej, ampak toliko, kolikor je zdajle po svoje malo pripravljenosti vložiti v skupno dobro, čist na eni osnovni ravni, me tudi do neke mere skrbi. Zato se mi zdi, da si predstavlja eno stvar, ki se res zdi brezizhodna situacija. In ko govorimo o brezizhodnih situacijah, meni osebno pride pred oči slika Mojzesa, tam pred morjem, spredaj morje, nikamor ne mora biti, zadaj je egipčanska vojska, ki pritiska in bo zdaj prišla in dejansko se tako mi počutimo. Spredaj morje, neka ovira, od zadaj pa demografija pritiska in bo vedno bliže, vedno bliže. Kaj je zdaj ta Mojzes v tem trenutku naredil?
Dve rešitvi bi podal, eno boste na Karitas razumeli, mogoče v kakšni drugi družbi ne bi, drugo pa po moje vsi razumejo. Takrat je Mojzes, jaz sem gledal en film in mi je ta slika živo ostala v spomin, vzel palco in se obrnil k Gospodu. In Gospod je počasi poskrbel za tisto, kar si Mojzes sploh ni znal predstavljati. Se pravi, morje je razdelil na pol in egipčansko ljudstvo je lahko šlo skozi. Ali si znamo mi predstavljati neko, oziroma ali verjamemo, smo v letu vere, ali verjamemo, da obstaja neka tako, oprostite, si rekel, da mlade predstavljam, tako odbita rešitev, da se bo morje razšlo na dvoje in da bomo mi šli skozi. A verjamete v to, v letu vere? In druga, ki bi jo pa vsi razumeli, je pa pravzaprav, da socialno državo lahko malo tele rešitve, bom rekel, peglamo sedanjo situacijo. Vendar mislim, da je pritisk demografije tako velik, da to, če bomo znižali pokojnine za 7%, pa davke zvišali za 10%, pa delovno dobo zvišali za 8%, da bo s časoma pritisk demografije tako velik, da tudi to, v narekovajih, peglanje, ne bo nič pomagalo. In da je potrebno delati na drugi strani, se pravi ne na odhodkovni, ampak na prihodkovni strani. O tem, ne vem, sem jaz tudi od te vlade nekoliko več pričakoval, pa vem, da določeni ukrepi so bili, ampak vseeno se mi ne zdi, da je karkoli prijel, lahko da samo mediji preveč molčijo o tem. In druga rešitev, ki je, se mi pa zdi razmišljanje izven okvirov. Kaj zdaj pomeni razmišljanje izven okvirov? Naši možgani so narejeni tako, da vedno razmišljajo v okvirih. Vendar, če Mojzes ne bi verjel, da je šlo morje zares narazen, če bi rekel, pa to ni mogoče, to fizikalno ni mogoče, potem tega tudi ne bi uporabil. Mojzes je uspel potem, ko je govoril z Gospodom, razmišljati tudi izven okvirov. Kaj pomeni razmišljati izven okvirov v kontekstu ohranjanja tega življenja za vse tri generacije? Meni se zdi, da je potrebno inovirati nove socialne modele. Gospod Dominkuš je že rekel, potrebujemo novo pogodbo, moramo redefinirati stvari. Ampak jaz si predstavljam, da je za nekatere tukaj to težko razumeti. Jaz recimo imam to srečo, da sem v taki službi, kjer se moramo skozi truditi za inovacijo. Vsake pol leta moramo nekaj novega inovirati, nek nov projekt, prijavci, nekaj novega zmisliti, da sploh preživimo od razpisov in od uporabnikov in tako naprej, na socialni akademiji. In sem tega tempa navajen, ampak mogoče bi za koga, ki ni tako navajen, to razložil. Doktor Ramovš je zelo simpatično povedal, imamo levo in desno hemisfero možgana. Leva hemisfera skrbi za tehniko, za tehnične inovacije in poglejte, kam smo prišli. Računalniki so, jaz sem računalništvo diplomiral, še vedno velja nek zakon v računalništvu, da na leto pa pol, vsakih 18 mesecev se računalnik za 2-krat pohitri za isto ceno. In to gre eksponentno gor, ker tisto, kar je bilo zdaj 2-krat, je pol 4-krat, pa 8-krat, pa 16-krat in tako naprej. In to gre eksponentno. Kako smo mi sposobni te z levo hemisfero inovirati tehnične stvari? Doktor Ramovš pa trdi, da tista desna hemisfera, ki ima celo sliko, ki ima empatijo, ki ima umetnost in vse to, pa za 2 generaciji zaostaja za inovacijami leve hemisfere. Se pravi, da tehnične inovacije, računalniki, telefoni, internet, vse to nam šiba. Socialne inovacije, kako preurediti naše socialne odnose, je pa točno tako, kot je gospod Dominkuš rekel, od leta 50 naprej, praktično nismo nič inovirali. In to ni moje znanje, ker tukaj ne dosežem niti do gležnov. 10 let pravi doktor Ramovš, da imamo še, preden bo prepozno za te socialne inovacije. Zdaj, kaj pomenijo te socialne inovacije? Jaz mislim, da ravno ta publika Karitas je ključna pri socialnih inovacijah. A bomo še vedno naprej, a boste, jaz nisem aktiven, saj v tej primarni vlogi ne, v Karitas, a bo še vedno hrana tista edina stiska, na katero se bomo odzivali, ali bomo naredili nabor 20, 30, 40 stisk, na katere se bomo odzivali.
Sam imam doma 2 majhna otroka, žena je mati 2 majhnih otrok, opažala je, in pa sem jo jaz malo tudi zbrcal, pa sama se je še bolj, da je to leto, ko je na porodniški, socialno izključena do neke mere in da ima ogromen žensk probleme že itak s tem, ker sploh ne verjamejo, da so ustvarjene za porod, ker smo vsi malo tako razvajeni, a ne? Da je sploh žensko telo sposobno roditi. To se ženske zelo bojijo, te mlade mrde. Potem, kaj bo z dojenjem, z oblekami in vsem tem. No in moja žena je ustanovila skupino mladih mamic z novorojenčki. Zdaj jih je že 10-15 in gre za skupino za samopomoč, gre za pogovor o dojenju, o pranju plenic, o tem, kako dati otroke spat, o tem, kako mi mož da teži, ko pride iz službe, da ni še nič pospravljen in tako naprej. Ampak gre tudi za pogovor o več. Gre za pogovor o tem, kako sem ženska, da sem tudi družbeno bitje, da moram tudi prijateljce imeti, da nisem samo mama, tista vloga, ki jo od mene vsi pričakujejo. In še več kot za 2 vrsti pogovora. Gre tudi za to, da so že 2-krat organizirale Podarim dobim in da so izmenjale med sabo ogromno oblek, pripomočkov, vozičkov in tukaj pa že lahko govorimo o evrih. Tukaj je vsaka od teh mam že prihranila vsaj 100 evrov z neko izmenjavo oblačil, do katere drugače ne bi prišlo. Potem so se kar 3 mamice dobile in je dal nam 3 blokarskim družinam župnik na Ježici vrt. Župnijski vrt, do zdaj je bil travnik, zdaj je pa to vrt. In recimo, ok, ni velik prihranek, ne, ampak od vseh 3 družin je 200 evrov je pa spet, ali pa še več mogoče prihranek. Torej, to je neka čist preprosta socialna inovacija, ki se jo je sposoben pa zmisliti. Jaz verjamem, da je mogoče težko, kar reče gospod Dominkuš, reinventirati bo treba naše pogodbe pa to, ne? Ampak to, da se pa da neki družini mladi nekde v hiše, ali pa da se ji da vrt, ali pa da se ustanovi neko skupino, tist, kar sam čutiš, ne? To so pa drobne situacije, inovacije socialne, ki jih je vsak od nas sposoben. Zakaj to govorim? Tako kot je bilo rečeno, mi imamo socialistični tip države blaginje, kjer se najprej pogleda, kaj mi lahko država da, tega smo se navadili v zadnjih 50 letih in to je prav, so študije o tem. Potem, kaj družina, ne? Če država ne more, kako bo družina pomagala, in pol na koncu še civilna družba, če slučajno ne greš pa še na Karitas, če v družini nič, recimo, ne? Če pa upoštevamo družbeni nauk cerkve in subsidiarnost, moramo iti pa od spodaj navzdol. Najprej družina, kar lahko reči. In mislim, da družine že itak danes ogromno rešujejo. Druga, pred državo, je pa civilna družba oziroma tisto, čemu družbeni nauk cerkve reče intermediarne ali umestne skupnosti. In tretja je šele država. In tukaj spodnja po moje dober dela, zgornja je tudi kar radodarna s pomočmi. Ta srednja plast, te intermediarne skupnosti, ker ste vi vsi člani intermediarne skupnosti. Ampak koliko te skupnosti res inovirajo